Lepo pozdravljeni. 25. oktobra obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije, dan suverenosti, dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje. V Brežicah ob tem prazniku vsako leto pripravijo proslavo, a so jo letos zaradi virusa, ki kroži med nami, odpovedali. Dan suverenosti zato obeležujemo s pogovorom in v svoji družbi pozdravljam predsednika pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo za Posavje Antona Supančiča in Miho Molana iz Policijskega veteranskega društva Sever Posavje. Lepo pozdravljena in seveda dobrodošla. 25. oktobra 1991 je zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil Slovenijo. Kaj je v resnici ta odhod pomenil? Kaj praznujemo ob dnevu suverenosti, gospod Supančič? 25. oktobra, dejansko po odhodu zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade, se je dokončno, končal proces osamosvajanja Republike Slovenije. Moramo vedeti, da od tega datuma naprej, od tega dne naprej, po, tisoč in večletni zgodovini naroda in zavedanja na tem prostoru, več ni bilo tujih vojska. Tako da to je pomemben datum za Slovenijo, pomemben datum za Slovence, da smo končno bili suvereni in samostojni na svoji zemlji. Zmaga in izgon vojakov Jugoslovanske ljudske armade ne bi bila mogoča tako brez teritorialne obrambe kot slovenske milice. Slovenski milici je bilo zaupano vodenje zadnjega dejanja v procesu osamosvajanja. Gospod Molan, če povete nekaj besed o tem. Ja, vodenje zaključne akcije, pa zaključnih aktivnosti odhoda Jugoslovanske armade iz Slovenije je bilo zaupano Ministrstvu za notranje zadeve, takratnemu namestniku poveljnika slovenske milice Borisu Žnidariču. Sicer smo pa sodelovali pri tem projektu vsi delavci organov za notranje zadeve po celotni Sloveniji in seveda tudi pripadniki teritorialne obrambe. Ključno je, da je zadnji vojak v bistvu zapustil Posavje zadnji dan. Torej 25. oktobra zjutraj so vojaki iz vojašnice v Cerklje odpotovali v smeri Kopra in se med zadnjimi vkrcali na ladjo in odpluli proti jugu. Vsi ti prevozi so bili spremljeni, torej jih je slovenska milica spremljala in varovala. Tako da sam odhod zadnjega vojaka je bilo ključno dejanje, vendar se ti procesi odvijajo že od julija 1991 po sprejemu sklepa predsedstva Jugoslavije, da se Jugoslovanska armada umakne iz Slovenije. Torej gre za umik, jaz nerad uporabljam termin izgon, ker mislim, da so se umaknili po sklepu vrhovnega poveljnika njihovega, vendar ves čas od julija do oktobra je potekal proces odhajanja. Tako da za Brežice je značilno, da so se selile že v juliju prve družine, vojaške družine, in ta proces je potem potekal vse do oktobra. No in kaj se je dogajalo v tem času med junijem in med oktobrom 1991. leta? Torej, letališče Cerklje je bilo določeno v projektu Jugoslovanske armade kot zbirališče materialno-tehničnih sredstev armade in so iz vseh vojašnic Slovenije vozili tehniko v Cerklje, odkoder so jo potem z avioni vozili na jug. Tako da vsi ti transporti so morali biti najavljeni takrat in smo jih tudi spremljali oziroma ugotavljali, ali so potekali v skladu z dogovorjenimi kriteriji, ki so bili sprejeti med armado in Slovenijo. Teh dogodkov je bilo veliko in v bistvu so se zaključili res 25. oktobra. Razen tega je bilo tudi več sovražnosti še v tem obdobju od julija do oktobra, torej kljub temu, da je bilo končana vojna, formalno 7. julija, so se še dogajali konflikti zlasti med pripadniki Jugoslovanske armade in pa civilnim prebivalstvom, tako da je bilo več konfliktov na območju Cerklje in pa, naprimer, če omenim še diverzije na daljnovode v Posavju, ki so jih izvajali pripadniki specialne enote iz Niša. Gospod Supančič, bi tu še kaj dodali, kar se tiče vojske, pravzaprav teritorialne obrambe? Ja, teritorialna obramba je prav tako imela potem precej nalog, po končani
vojni. Klicale so se tudi nove enote. Počasi se je teritorialna obramba spreminjala v Slovensko vojsko. Nekatere enote so se razformirale. Sam osebno, ki sem bil pripadnik rezervnega sestave teritorialne obrambe od leta 1984, sem po 18. juliju 1991 potem nisem več bil aktivno vključen. Seveda sem pa te zadeve spremljal. Naloga teritorialne obrambe je bila potem tudi oziroma ob koncu, ob umiku tudi prevzem teh objektov. Moramo verjeti, da tu v Posavje je imelo že tako torej in med samo vojno in po njej in tudi danes obstaja največji vojaški kompleks v Sloveniji, to je letališče Cerklje ob Krki, preko 600 hektarov. Izredno močna enota, ki je bila takrat na začetku vojne, letalska brigada tukaj. To je bil ogromen objekt, ki je bil tudi zaminiran. Minska polja, ki so bila postavljena, te objekte je trebalo potem po umiku prevzeti. Bili so v zelo slabem stanju. Na samem letališču armada, ki se je umikala, je kar se je dalo, je tudi uničila, veliko tega odpeljala s sabo. Tako da naloga teritorialne obrambe oziroma Ministrstva za obrambo Republike Slovenije je bil prevzem teh objektov. Drugi objekt je bil potem še v Slovenski vasi, to je bil tako imenovani remontni zavod, ki ga je imela vojska, pa potem manjši objekti v Žadovinku, izven Cerkelj ob Krki, ter pa raketna baza tamle proti Velikemu Raševu. In kakšna je bila pravzaprav vloga Posavja v tistem času za Slovenijo? Vloga Posavja je bila zelo pomembna, isto kot enako kot med samo vojno, ali pa kadarkoli še prej v zgodovini. Moramo veriti, da tole, bom rekel, Krško, Brežiško, Dobovsko polje je v bistvu začetek Panonske nižine in od tle pa tam do sotočja Save v Donavo pri Beogradu je praktično ravna črta nekaj več kot 400 kilometrov. To je tako imenovana Brežiška vrata, vstop v Slovenijo in zelo strateško pomembno, strateški položaj. Sama občina Brežice konkretno, pa tudi Krško, ki sta bom rekel, ostali tudi pozneje v istem obsegu, v isti obliki, denimo Brežice imajo 67 km meje s Hrvaško. Moramo vedeti, da se v tistem času začele zadeve odvijati, bom rekel, iz vojaškega plana in vojne tudi na Hrvaškem. Tu smo vse tiste mesece poslušali detonacije, ki so odmevale tu iz vojašnic v Samoboru, v okolici Zagreba. Tako da ni bilo čisto, bom rekel, sproščeno, je bilo precej nelagodja. In tudi skrbi, bom rekel, z naše strani, bom rekel, tako tistih odgovornih, ki so spremljali to dogajanje glede umika do tega, ali bo armada spoštovala te roke. Nam je bilo seveda v interesu, da se to čim prej sprovede in da smo dejansko potem samostojni. Gospod Molan. Ja, glede tega obdobja bi še to rekel, da pred nami je bil takrat en najbolj zahtevnih projektov, vzpostavitev državne meje z Republiko Hrvaško. To je bil projekt sicer, ki je začel nastajati že v juniju pred samo vojno, torej je bila vzpostavljena kontrolna točka KT5, se je imenovala na Obrežju, ki je bila potem preimenovana s 26. oktobrom v mednarodni mejni prehod. Tako da te priprave, glede na to, da v takratnih organih za notranje zadeve v Posavju nismo imeli nobenih izkušenj z državno mejo in teh postopkov na meji, je bil takrat zahteven projekt, ki moram reči, da smo ga dobro speljali, tako da so bili 26. junija odprti vseh 5 mejnih prehodov z Republiko Hrvaško in začeli z obratovanjem, sicer res ob kadrovski pomoči celotne Slovenije, vendar smo uspešno zaključili tudi ta projekt, tako da ta državna meja oziroma ti mejni prehodi obstajajo še danes. Ampak, če se vrnemo na začetek, na dogodke, ki so vodili do odhoda vojakov Jugoslovanske ljudske armade, vojna se je končala s premirjem. Kakšen pa je bil takrat status vojaka Jugoslovanske ljudske armade na Slovenskem? Jugoslovanska ljudska armada se je v bistvu nahajala po tistem premirju, po tistih prvih julijskih dneh 1991 v dejansko nezavidljivem položaju. Doživela je poraz v vojni 10-dnevni v Sloveniji, poraz strani slovenske teritorialne obrambe in pa slovenske milice. Bila je prepoznana kot okupatorska vojska armada, ki je bila še, bom rekel, nekaj tednov pred tem kot Jugoslovanska ljudska armada, kot imela nalogo, da brani, bom rekel, tudi Slovenijo pred zunanjim sovražnikom, vendar se je v bistvu
za svojo akcijo, za svojim pohodom proti Sloveniji, je s tem seveda padlo na najnižjo svojo točko in bila blokirana v svojih vojašnicah. Ocenjujemo in verjetno tudi tako, da je zvezno predsedstvo in vrh armade takrat ocenil, da glede na to, da svoje naloge v vojni, 10-dnevni vojni niso opravili, ta naloga pa bila zasedba mejnih prehodov z Avstrijo, z Italijo in pa seveda zamenjava političnega vodstva v Ljubljani in vzpostavitev prejšnjega stanja in postavitev nekih svojih ljudi, so ocenili, da najbolje, da se iz dežele, kjer niso dobrodošli in kjer so v taki situaciji, v kakršni so bili, da najbolje, da se umaknejo. No, naslednje leto obeležujemo 30-letnico samostojnosti Slovenije. Po plebiscitu in odcepitvi od Jugoslavije, ki ni bila samoumevna, je sledila torej osamosvojitvena vojna. Kakšen je danes vaš spomin na te dogodke, gospod Molan? Kar se tiče organov za notranje zadeve in v tem okviru tudi milice, v bistvu so se začeli naše aktivnosti v okviru osamosvojitve že z akcijo Sever 1. decembra 1989 in so potekali ves čas potem. Torej, šlo je za zavarovanje odločitev slovenskih organov oblasti od prvih volitev oziroma že plebiscita predtem, tako da vse te naloge, ki smo jih izvajali, so bile v tem okviru v cilju zagotovitve uspešnega prehoda v samostojnost Republike Slovenije. Spomini so, bi rekel, včasih slabe spomine pozabimo, ostanejo dobri, tako da mislim, da so bili to spomini ali pa lahko rečem eno obdobje, v katerem je bila značilnost ene velike enotnosti, tako celotnega prebivalstva Republike Slovenije, enotnosti v organih za notranje zadeve, torej izredno prijetno je bilo takrat, jaz večkrat rečem, da je bilo takrat prijetno biti slovenski miličnik. Kamorkoli si prišel, so ljudje nudili vse, kar so imeli, tako da izredno dobro sprejeti in smo imeli izredno visok ugled, kar žal danes ne morem trditi, vsaj za to strukturo organov za notranje zadeve oziroma policije. Tako da ti spomini so to, mislim, v tem smislu dobro smo sodelovali takrat s teritorialno obrambo, ni bilo nobenih konfliktov med nami, nobenih sporov, ni šlo za nobene prestižne boje med nami, torej kdo je bolj zaslužen in kar se kasneje izjalovilo in so posamezniki pač si poskušajo pripisovati vse zasluge. Moje trdno prepričanje je, da je to največja zasluga, samostojna Slovenija je največja zasluga slovenskega naroda. Brez pomoči vseh prebivalcev Slovenije, ki so sodelovali v tem procesu osamosvajanja, tudi mi in oborožena struktura ne bi bila uspešna. Tako da mislim, da to, kar je že kolega rekel, vojaki jugoslovanske armade so se počutili nezaželjeni. Na vsakem koraku so jih ljudje obsojali ali pa tudi zoper njih uporabljali ukrepe, če samo vzamemo oviranje prometu. So ljudje nastavljali ovire oziroma ovire premike jugoslovanske armade. Tudi znotraj armade je prišlo do velikega razkola. Če samo to rečem, da so v Posavju smo v organih za notranje zadeve takrat prijeli preko 120 prebežnikov, kot smo jim rekli. Torej ljudi, ki so enostavno zapustili armado in se vrnili v svoje republike ali pa se priključili slovenski teritorialni obrambi. Kot značilnost Posavja je tudi to, da je prestopilo v prvem dnevu vojne 9 pilotov, ki so bili ves čas vojne potem v vojno-organizacijske enota slovenske milice, nekaj v Posavju, nekateri smo pa umaknili zaradi varnosti njih in njihovih družin v Zasavje, torej v Trbovlje. Ves čas so sodelovali z nami, tako da to je ena posebna značilnost, tako da smo se včasih šalili, da smo bili takrat tudi letalska enota, glede na to, da smo imeli 9 pilotov. To so ti spomini, ne vem, bi rekel, dobri občutki takratnega obdobja in žal je danes nekoliko drugače. Gospod Zupančič, kako pa se vi spominjate teh dogodkov? Zelo podobno kot kolega Molan. Res je bil to en čas entuzijazma, visoke motivacije, sodelovanja ne glede na politično pripadnost, svetovnazorski pogled, res ena enotnost, podpora, bom rekel, naroda kot celote, vseh struktur. Jaz se s ponosom spominjam tega časa. Slovenska teritorialna obramba, ki je bila
tudi takrat respektabilna sila, ne, tudi išla je iz te vojne, se pravi, že s tistim orožjem, ki ga tudi pred, bom rekel, pred osamosvojitveno vojno uspela zadržati, ga skriti v skrivnih nadskrivnih lokacijah. Jih imamo kar precej v Posavju, potem z orožjem, ki smo ga pridobili iz zavzetih skladišč Jugoslovanske ljudske armade, je bila kar potem v tistih začetku 90-ih let, bom rekel, dokler se ni počasi transformirala v slovensko vojsko in potem z časom se je to začelo zmanjševati, je bila kar respektabilna sila, ki je imela nek pod orožjem lahko v danem trenutku tudi več 10.000 mož. Torej, slovenska vojska oziroma teritorialna obramba je takrat imela in visoko moralo in pravzaprav je bila zelo močno oborožena sila. Ja, seveda, zelo močno bila oborožena sila, ker ob tem umiku Jugoslovanske ljudske armade, Jugoslovanska ljudska armada ni uspela umakniti vsega orožja. Praktično celotna prva oklepna brigada iz Vrhnika je ostala tukaj, to so bili tanki, težka tehnika in vse ostalo. Tako da zagotovljeno vsekakor tistih nekaj prvih let, dokler so še trajale, bom rekel, še druge vojne na področju nekdanje Jugoslavije, glede varnosti smo bili kar na visokem nivoju. No, letos pa prav tako obeležujemo 30 let manevrske strukture narodne zaščite. Lahko poveste nekaj besed tudi o tem? Ja, se pravi, z odločitvijo, da gremo, bom rekel, da se Slovenija osamosvoji, glede plebiscitarne odločitve, je bila ustanovljena tako imenovana manevrska struktura narodne zaščite, ki je bila konspirativna in tajna, z namenom, da zagotovi in pripravi vse potrebno za morebitno vojno, ki se je potem izkazala dejansko tudi realnost konec junija 1991. To so bili vključeni zelo, bom rekel, zaupanja vredni ljudje, se pravi iz struktur milice in pa teritorialne obrambe, predvsem iz stalne sestave teritorialne obrambe, se pravi iz občinskih štabov, ki so delali priprave, se pravi organizirali skrivna skladišča orožja in opreme na skrivnih lokacijah, spet pri zaupnih ljudeh, na kmetijah, po okoliških hribih in vaseh. In ta organizacija je imela en velik, bom rekel, vpliv, da smo bili potem dejansko mi pripravljeni in da smo 25.–26. junija lahko, da so stekle vse tiste, bom rekel, aktivnosti za obrambo, da smo lahko takoj se postavili po robu Jugoslovanske ljudske armade. Gospod Molan. Ja, v manevrski strukturi smo enakovredno sodelovali obe strukture, tako teritorialne obrambe kot slovenske milice. Pri nas so bili pripadniki posebnih enot po položaju, so sodelovali v tem projektu. V bistvu je šlo za pripravo slovenske vojske ali teritorialne obrambe na vojno, torej v organizacijskem smislu, kot tudi v smislu oborožitve. Vemo, da je prišlo do odvzema nekaterega orožja teritorialne obrambe strani Jugoslovanske armade v začetku leta 90 in je bilo potrebno pač zagotoviti potem to oborožitev, kar je tudi počela ta manevrska struktura narodne zaščite, ki je potem enostavno ukinila sama sebe, če bi tako rekel, z vzpostavitvijo nove organiziranosti in pa ustrezno pripravo oboroženih sil, torej teritorialne obrambe. Mislim, da v Posavju večjih problemov pri tej manevrski strukturi ni bilo in pridobivali so orožje oziroma orožje se vozilo zlasti iz skladišč v Gotenici in pa Kočevski Reki in pa razporejalo po enotah po Sloveniji. V kasnejšem obdobju je prišlo tudi do uvoza orožja in prevoza orožja zlasti iz Luke Koper po Sloveniji. Žal se je ta projekt potem kasneje oboroževanja slovenske teritorialne obrambe izneveril, ko se je začela dejansko nezakonita trgovina z orožjem. No, govorili smo o vseh prelomnicah, o osamosvojitvi, vojni 25. oktobru. Tu je tudi plebiscit, a med vsemi temi prelomnicami je bilo veliko načrtovanja, veliko dela, veliko pravzaprav priprav. Ja, pri nas se rado govori, da je bila 10-dnevna vojna, torej vikend vojna, nekateri pravijo, ne vem, operetna vojna in podobni izrazi. Jaz bi rekel, da vsi tisti, ki smo aktivno v teh procesih sodelovali, vemo, da
samo sovražne aktivnosti so bile res morda 10-dnevne. Vendar so bile priprave izredno zahtevne, tako da jaz se spomnim, da ne vem, če sem imel kateri dan prost v obdobju od 89. leta do tam oktobra 91. Torej, da smo bili ves čas vpeti, ves čas so bili neki ukrepi pripravljenosti, vedno so bile neke nove aktivnosti od varovanja skladišč, od varovanja pomembnih objektov, tako da dogodkov je bilo veliko. Tako da dejansko vsi ti procesi, oziroma celoten ta proces je potem pripeljal do tega rezultata samostojne Slovenije. Gospod Supančič, podobno je bilo najbrž tudi v teritorialni obrambi. Zelo podobno. Tu so predvsem delovale stalne sestave teritorialne obrambe, torej ti, ki so bili profesionalno zaposleni po občinskih štabih, so ves čas so te priprave tekle, tako glede. Tudi določene enote, manjše enote so imele v tem sklopu te manevrske strukture narodne zaščite tudi orožje doma pri sebi. Res je šlo za veliko zaupanja med seboj in dejansko ni nobenega primera, da bi kakšne informacije šle ven, da bi nasprotna stran to izvedela ali kakorkoli. Mogoče so kaj slutili, vendar potem junija, konec junija, 27. 28. junija 91 so bili močno presenečeni. To je tudi ključ uspeha tistega bliskovite, bom rekel, obrambne vojne, ki je sicer zajela v zelo kratkem času celotno ozemlje Slovenije, res je trajala 10 dni, ampak zahvaljujoč ravno tem pripravam, ki so tekle več kot eno leto na to. Da je bilo tudi relativno malo žrtev, žrtve so pa bile. Ne smemo pozabiti, da je prvi pripadnik teritorialne obrambe, ki je padel za Slovenijo, je bil Jernej Molan, ki je padel 27. junija 91 zvečer ob 8. v boju v Rigoncah. To je bil sploh prvi pripadnik jugoslovanske oziroma slovenske teritorialne obrambe, ki je padel. Žrtve so bile tudi nekaj med civilisti. Ampak, hvala Bogu, trajalo 10 dni, v tej vojni smo zmagali, to treba poudariti, in rezultat te zmage in na drugi strani poraza jugoslovanske ljudske armade je bil ta, da potem se 25. oktobra umaknila, ker je bila v takej situaciji. Čeprav bo mogoče kdo to danes oporekal, mogoče takšne, da so bile take, je seveda šlo tudi za diplomacijo, pa za skrito diplomacijo, ampak če ne bi bilo zmage v vojni in rezultata te vojne, bi bilo lahko drugače. Lahko se vprašamo, kaj bi bilo z osamosvojitvijo tudi Hrvaške na koncu in ostalih delov, če bi se mejni prehodi bili zasedeni, če bi bilo vodstvo v Ljubljani zamenjano, politično vodstvo in politični vrh. Tako da vse je imelo svoje vzroke in posledice in je pripeljalo na končno potem tudi do rezultata. Kako danes, 29 let kasneje, po vašem opažanju živimo v samostojni državi? Bolje, bolj kakovostno kot prej? Ja, vsaka, bom rekel, takšna pozitivna in negativna, ima svoje pozitivne in negativne, bom rekel, učinke. Jaz bi vsekakor osebno rekel, da živimo bolje, da Slovenija je izredno napredovala. Kljub, bom rekel, takšnim in drugačnim aferam, ki se zgodijo vsake toliko časa, lahko bi bilo bolje, lahko bi bilo pri privatizaciji bolje, pa ne bi bilo bančnih lukenj, pa ne bi bilo tega, to, kar je aktualno, ampak Slovenija je napredovala. Tako v pogledu z primerjavi z drugimi državami, bom rekel, v Evropi, tako glede infrastrukturnih projektov, ki se dogajajo, glede pričakovane življenjske dobe, ki se je povečala in standarda. Tako da jaz sem, kar se tega tiče, zelo zadovoljen in je pa še vedno prostor, da je lahko boljše, to pa vsekakor. Gospod Modan, pa vi? Ja, se strinjam s kolegom, da je velik napredek. Mislim, da je napredek na vseh področjih. V globalu sigurno živimo boljše. Dobro, jaz bi rekel, da ta razslojenost družbe, do katere je prišlo, tudi zaradi nekaterih napak v našem procesu razvoja, pač povzročajo nekatere odklone. Več je revežev, kot je bilo v preteklosti, več je ljudi, ki so odvisni od pomoči drugih in žal je to ta realnost, katere si nismo želeli. Pričakovali smo pač malo Švico, pričakovali smo res blagostanje. Dobro, mogoče smo bili malo naivni ali pa mogoče tudi malo preveč optimistični. Žal bi rekel, da po mojem mnenju so se nekateri dogodki, vsa ta prizadevanja, vse ta pozitivno energijo potem izničili oziroma jo omadeževali. Pa če rečemo tega od začetka do
oziroma že v času osamosvajanja odvzema oziroma sistemske kršitve človekovih pravic z izbrisom, kasnejše trgovine z orožjem, divje lastninjenje, pa da ne omenjam vseh ostalih anomalij, ki so se dogajale v tem obdobju. Žal tudi nekateri posamezniki si pač vse zasluge pripisujejo sebi za to osamosvojitev in mislim, da je to največja napaka in žal tudi edina, po mojem, velik greh, ki je na ta svetel trenutek naše zgodovine vrgel precej velik madež. Približujemo se zaključku današnje oddaje. Za konec samo še mogoče naslednje leto praznujemo 30-letnico samostojne Slovenije. Kaj si želite za naslednjih 30 let recimo? Optimistično, če bi razmišljal v 30 letih, živimo za ta trenutek, živimo za dobro vseh ljudi v tem trenutku in v vseh naslednjih letih. Jaz mislim, da vsi si želimo blagostanja in dobrega počutja vseh. Seveda se ta kriza, ki je trenutno prisotna zaradi virusa, je pač nas tudi zaznamovala in povzročila velik zastoj, tako v gospodarskem kot ostalem razvoju. Pa upamo, da bomo tudi to premagali in edina želja, ki je, da ostanemo zdravi in da uspešno nadaljujemo svojo pot. Gospod Supančič, vaša zaključna misel? Podobno kot je kolega Molan povedal. Seveda moramo zreti z pozitivnimi mislimi naprej, ne? In predvsem željo in izkoristiti tiste priložnosti, ki so bile mogoče do zdaj zamujene, pa jih se še vedno da popraviti v dobrobit vseh, ne. Predvsem pa zdravje. Tudi ta trenutna situacija z COVID-19 je takšna, ki tudi od nas vseh, bom rekel, mogoče tudi takrat kot pred skoraj 30 leti zahteva veliko, bom rekel, samoodrekanja, odgovornosti, samodiscipline in medsebojnega zaupanja, da prebrodimo to situacijo, da pridemo iz tega naprej in spet novim uspehom naproti. Tako na tej točki tudi zaključujemo tokratno oddajo. Spoštovana gosta, zahvaljujem se vama za udeležbo, za pogovor. Hvala lepa. Hvala za lepo. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa le še hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.